Dober dan in dobrodošli v zadnjem tednu volilne kampanje, kakršne v Sloveniji še nismo videli in ki jo prav v končnici zaznamujejo posnetki na anonimnih spletnih platformah, kar je nekoliko v ozadje potisnilo tudi pomembna vprašanja, kako bomo v prihodnjih 4 letih živeli. To bo soočenje predsednikov 4 strank, ki lahko pomembno odločajo, kakšna bo naslednja slovenska vlada in kdo bo njen mandatar. Že ves čas volilne kampanje se namreč kaže, da bo koalicijska kapaciteta predsednika naslednje vlade skorajda bolj pomembno vprašanje od tega, ali bo na nedeljskih volitvah relativno zmago dosegla SDS Janeza Janše ali Gibanje Svoboda Roberta Goloba. Z nami so Matjaž Han, predsednik SD, ki ves čas poudarja, da bo zelo pomembno to, da bo v barvi vlade odločalo to, kdo bo na 3. mesto. Dober dan. Dober dan, živijo. Pa Jernej Vrtovec, predsednik Nove Slovenije, ki na tokratnih volitvah kandidira skupaj z SLS in Fokusom Marka Lotriča in se jasno zauzema za prvo desnosredinsko vlado v Sloveniji. Dober dan. Lep pozdrav. Luka Mesec, koordinator Levice, ki tokrat nastopa skupaj z Vesno in se zauzema za še eno levosredinsko vlado. Dober dan. Dober dan. In Anže Logar, predsednik Demokratov, ki pravi, da bo naslednjo vlado sestavljal on. Dober dan tudi vam, dobrodošli vsi skupaj. Robert Golob in Janez Janša sinoči v burnem duelu nista prišla do dna v vprašanju, ali so za objavami na anonimni spletni strani izraelski paraobveščevalci, ki naj bi se bili po trditvah novinarja Mladine sestali s predsednikom SDS 22. decembra lani. Ali pa je treba tistemu, ki je poskrbel za te objave, postaviti spomenik, ker je razkril vse razsežnosti korupcije v Sloveniji. Gospod Logar, vi ste bili včeraj edina parlamentarna stranka, ki se na zadnja razkritja ni odzvala. Zakaj ste molčali in kaj pravite? Ne, molčal sem zato, ker ne moram dati jasnega stališča, preden nimam vseh informacij. Mislim, da bo v naslednjih dneh zelo jasno se pokazalo, kako osnovane so obtožbe, ki jih je Inštitut 8. marec podal. Hkrati pa se mi zdi zanimivo, da so najglasnejši tisti, ki niso ostro obsodili prisluhov oziroma nivoja razprave oziroma koruptivnosti sistema, ki se je v bistvu v Sloveniji vzpostavil. Skratka, naj zelo jasno povem, da vmešavanje mednarodnih obveščevalnih sil v Slovenijo je nesprejemljivo. Pa ga vidite v tem primeru? Ja, to mora potrditi tisti, ki to dela. Zdaj, NOVS je včeraj naredil nek ogled, jaz si ne drznem trditi, glede na to, da nisem član NOVS-a, preden nimam vseh informacij, tudi mislim, da predvolilni čas in unetljivost tega trenutka ni pravi, da bomo prilivali olje na ogenj. Imamo pa dva dejstva. Prvo je nivo razprave ali pa prežetost s korupcijo v Sloveniji takšna, da potrebuje takojšnjo reakcijo in jaz res pogrešam delovanje represivnih organov, da opravijo pogovore z vsemi tisti, ki so bili ujeti v prisluhe. Če bi bil dejanjen sistem, ki ga pripravljamo pri demokratih, torej ustanovitev SKOK-a in posebne policijske enote v podporo SKOK-u, bi že nekaj dni opravili pogovore tako z Nino Zidar Klemenčič kot z bivšo ministrico Švarc Pipanovo, z županom, z njegovim sinom, z mestno občino Ljubljana, za upravno enoto. Skratka, te postopki bi bili že v teku. Ja, hkrati pa seveda tudi postopki ugotavljanja, kdo je, torej ali je potrditev, da je bila tuja obveščevalna služba v Sloveniji in kdo je bil naročnik te tuje obveščevalne službe. Ja, gospod Mesec, Levica je včeraj rekla, da je vpletanje izraelskih paraobveščevalcev napad na suverenost Slovenije. Kdo je po vaše ta napad organiziral, kdo ga je plačal in ali vas ne skrbi tudi vsebina teh posnetkov? Zdaj, jaz bom prvo rekel, da mi je zelo žal, da smo v zadnjem tednu kampanjo, ki je bila prej vsebinska, pogovarjali smo se o davkih, zdravstvu, dolgotrajni oskrbi, dobili najbolj umazano v zgodovini Slovenije. Pogovarjamo se o prisluhih, pogovarjamo se o vsebini teh prisluhov, o vdiranju tujih obveščevalcev v naše volitve. To je definitivno napad na suverenost in me skrbi, kam tak nivo pelje. Zdaj, ko sem poslušal gospoda Logarja, ki je rekel, da se ne more opredeliti, dokler se ne izkaže, kako osnovane so obtožbe, ki jih je Inštitut 8. marec podal. S tem je v bistvu že zavzel stališče. Njegov molk tudi razumem na način, gospod Logar je leta 2021 kot bivši Janšev zunanji minister podpisal memorandum z Izraelom o sodelovanju na varnostnem področju. In razumem
zakaj molči, ker pozna pač te iste ljudi, ki so najverjetneje vpleteni v afero. Poznate dajmo kar direkt odgovor, gospod Logar, replika. Poznate te ljudi, kot pravi gospod Mesec? Ja, gospod Svete, če se ne motim, je direktor Urada za informacijsko varnost. Drži, pod vašo vlado. V času prejšnje vlade je bil VD direktorja in je podpisal ta sporazum, nisem ga jaz. Tako da, če govorite, da sem ga jaz, parafraziram vaše izraze, to je jaka pamet, če pravite, da sem ga jaz podpisal. Jaz ga niti nisem predložil, niti ga nisem predlagal. Predlagal ga je gospod Svete, za katerega se je pa že takrat govorilo, da je kader Damirja Črnčca. Kar se je potrdilo tudi s tem, ko so v vaši vladi ga pojmovali za celoten mandat. Se pravi, vi s tem nimate nič? Ne, zagotovo ne. Zagotovo ne. Tudi Dobro, bomo to preverili dejstvo. Ne, čak se samo trenutek. Tudi iniciativa za podpis teh sporazumov, če poznate sistem, je vedno iz organa, ki ga predlaga. Ja, ampak odgovornost nosi minister. Ne, odgovornost nosi predstojnik urada. Dobro, tukaj ne bomo... Ne, čakajte malo, to so zelo neosnovane obtožbe. In strani nekoga, ki je bil v vladi in ki je v vladi, ki ima direktorja takšnega, bi mogli pravi naslov, torej ravno na gospoda Sveteta, ne na mene. Gospod Mesec, to sem vas še vprašal, vsebina teh posnetkov vas ne skrbi? To, kar poslušamo o korupciji, o krajah, 10% in tako naprej, to, kar se sliši. Zdaj vse to morajo preiskati ustrezni organi. Absolutno me skrbi, če je vsebina teh posnetkov resnična in upam, da temu enkrat dokončno pridemo do dna. Glejte, je pa dejstvo, da se moramo pogovarjati o dveh stvarih. O vsebini teh posnetkov, ki je problematična, in o dejstvu, da ti posnetki so in da so bile očitno v pridobivanje teh posnetkov vpletene tuje varnostne službe ali pa tuje firme, kot je Black Cube, ki imajo bogato zgodovino vmešavanja v demokratične procese, konec koncev v naši okolici. V Romuniji leta 2016 je Black Cube izvajal pritisk na tamkajšnjo glavno borko proti korupciji, ki je zdaj dokazala na sodišču. Če gremo naprej, gospod Mesec. Ampak le so glavni borci korupcije, ne proti korupciji, kjer so jih snemali. Prisluhi so zelo jasen pokazatelj, da prihodnost Slovenije krade korupcija, ki je zažeta praktično vse pore, in meni je res neverjetno, da se koalicijski poslanci ali pa predsednici koalicijskih strank niso oglasili na to temo. Gospod Vrtovec, vi na drugi strani... Ne, smo bili ves čas jasni. Mi smo ves čas govorili, da absolutno morajo ustrezni organi to preiskati. To ste povedali, smo razumeli. Ničelno toleranco do korupcije smo konec koncev tudi edina stranka brez koruptivnih afer. Gremo naprej. Dejstvo pa je, da imamo zdaj tukaj še en problem in to je vmešavanje tujih varnostnih služb v slovenske politike. To ste tudi že povedali. Gospod Vrtovec, vi na drugi strani ves čas poudarjate, da je najbolj pomembna vsebina teh posnetkov, manj pa način, kako je do njih prišlo. Vi ste član Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v parlamentu. Včeraj ste bili v nadzoru na Sovi in generalni policijski upravi. Ali skuša nekdo vplivati na volitve v Sloveniji, kdo in s kakšnim motivom? Kar se tiče ugotovitev KNOVS-a, lahko povzamem to, kar je predsednik KNOVS-a včeraj tudi dejal, ki je edini pooblaščen, da komunicira z javnostjo v skladu s poslovnikom KNOVS-a. In v bistvu glede ugotovitev je zapisal na svojem Twitter profilu, povzemali ste tudi mediji. Kar je bilo sicer objavljeno strani 8. marca in novinarja v nekem letalu in tako naprej, te ugotovitve se v samem nadzoru včeraj niso potrdile. Tega jaz opozarjam, kdo je prinesel te informacije ven o tujem vmešavanju. In sicer nevladna organizacija, ki sama priznava, da je financirana iz tujine in se tokrat že drugič z denarjem iz tujine vpleta v samo volilno kampanjo. Tu samo pojasnilo, gospod Vrtovec. Govorimo o 8. marcu. Pa naprej. Kar se tiče pa vsebine, gledajte, absolutno je problem, na kakšen način se posnetki pridobivajo. Ampak mi zdaj ta trenutek govorimo samo o pridobivanju teh posnetkov, ne pa o sami vsebini, ki je zelo sporna. In jaz bi spomnil, gospod Mesec, na afero Ibiza iz leta 2017, 19, se pravičujem, ko je padla avstrijska vlada. Zaradi tega, ker so bili objavljeni določeni posnetki. In Avstrijci se niso spraševali, na kakšen način. So se kasneje spraševali, kdo to izvedel te posnetke. Ampak ključno je bilo, kar je tam govoril eden izmed predsednikov strank in je potem seveda odstopil in je padla celotna vlada, izvedle so se v bistvu predčasne volitve. Je pa govoril sam. In je potem prišlo do sprememb oblasti
v Avstriji. Ne? Tudi na Poljskem je bil en tak podoben primer. Jaz želim eno stvar poudariti. To, kar je vsebina teh posnetkov, danes bi moglo specializirano državno tožilstvo opraviti razgovore s temi ljudmi in bi morali se izvajati že hišne preiskave. Ali držijo te navedbe, ki so jih izrekli na teh posnetkih in da se preveri tudi avtentičnost teh posnetkov. Ali to vse drži, kar so oni rekli? Vse to policija preverja, se je povedala. Ja, ampak gledajte, tukaj bi rabili mi policijo, ki bi hitreje reagirala. Reagira pa pri otrobih zelo hitro, pri tako bistvenih stvareh pa je zelo počasna. In tukaj, če želimo dobiti stabilnost, nek red, potem moramo s tovrstnimi pod levimi vladami, korupcijami z 10% in tako naprej, nekako čim prej zaključiti in zato so 22. marca, torej to nedeljo, parlamentarne volitve, ko verjamem, da se bodo ljudje odločili za red in stabilnost ter neodvisnost nadzornih institucij pravne države. Ja. Ta trenutek se pa zdi, da v bistvu policija ali pa nadzorne institucije pravne države prej ali slej varujejo vladajoče in 8. marec kot pa državljanke in državljane. Ampak očitno je, da vlada objavo posnetkov na anonimnih spletnih platformah razume kot vprašanje nacionalne varnosti, vmešavanja v slovenske demokratične procese, saj se bo, kot je potrdil tudi premier, v sredo sestal sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Gospod Han, slišimo torej ocene, da je sodeč po teh posnetkih korupcije v času te vlade veliko. Kako odgovarjate? Vi ste pomemben član te vlade, tudi šef koalicijske stranke. Najprej ne rečem, da žal bojo dogodki zadnjega tedna seveda vplivali na rezultat volitev. In to so dogodki, na katere v tej državi ne smemo in ne moramo biti ponosni. Najprej na prvo, na vsebine, ki jih izjavljajo nekatere posameznice in posamezniki, ki jih druga ne zanima kot lasten posel in so pripravljeni s prstom kazati na vse druge, zato da bi prišli do nekega posla, neke pogodbe, da bi zastopali neke firme. Drugo, na vmešavanje, bom rekel, tujih držav in tukaj je verjetno dejstvo, da so nekatere tuje države neke službe vmešavale, se vmešavajo v naše volitve. Verjetno zaradi tega drugače ne bi bilo teh posnetkov na Dunaju, v Londonu in v Zagorju, ampak jaz bi tle naredil enačaj. Nas so na začetku mandata, na začetku kampanje, pa še malo prej smo se vsi malo bali, da bi vplivali na naše volitve seveda tuje države. Bodi si Rusija, bodi si te države, ki so v vojnah, Izrael in tako naprej. Dejstvo, da se je to zgodilo. In zdaj morajo naše inštitucije ugotoviti, kaj je res in kaj ni res. In jaz ne rabim nobenega doktorja fizike ali pa tako naprej, da tisto, kar je govorila, ne vem, Švarc-Pipanova, pa tisto, kar je govorila odvetnica, pa tisto, kar je govoril Paravan ali pa nek lobist, je jasno, so pač povedali tisto, kar so povedali. Kakšne namene so imeli, kakšne imajo podlage za te besede, to bojo pač mogli verjetno na sodiščih razlagati. In to je zelo slabo za državo. Drugo, kar bi pa vendarle rad povedal, in vse stranke vendarle nismo enake. Mi, ko smo naredili napako, Socialni demokrati, smo prevzeli odgovornost. Nekateri seveda zmeraj kažejo s prstom na druge. In ko mi nekateri politiki govorimo malo drugačen jezik, malo bolj mehkejši jezik, jezik, ki ne izključuje, ker se pač moramo neki vendarle pogovarjati. Tako kot se moraš v familiji pogovarjati, drugače, če gre familija se ločiš in potem se po sodiščih boriš za otroke. Tega tudi jaz v življenju in v političnem življenju ne želim. Problem bo 23. marca. 23. marca, ko bo nov dan, ko bojo prisluhi ostali nekje v nekih televizijah, v nekih socialnih omrežjih, država bo pa pred velikimi izzivi. In zato rabi ta država socialne demokrate, da bo na nek način v levi sredinski vladi vendarle imela neko stabilnost. In rabimo seveda glasove. Želeli ste repliko, gospod Vrtovec? Samo ena stvar, ko primerjamo enega izmed prisluhov, enega gospoda in dogodke, ki so se že zgodili v začetku tega leta, govorimo o privatizaciji Genija, vidimo eno stvar, da to, kar je ta gospod govoril in na koncu priznal v tem posnetku, cilj je privatizacija, se je že zgodilo. Glejte, družbena pogodba na Genu
v povezavi z GEN-I-jem, piše portal zanima.me, se je že spremenila in se spreminja v smer privatizacije največjega trgovca z električno energijo v Sloveniji. Jaz bi na to opozoril, da tukaj imamo mi že v bistvu izvršena dejstva, kar je dotični gospod v omenjenih prisluhih govoril. Kdo je oškodovan na drugi strani? Ne, država, ki je 100% lastnik Gena in GEN-I-ja. Se upravičujem, ampak to je z lahkoto ugotoviti. In to imamo nadzorne svete in tako naprej. To bomo z lahkoto ugotovili. Nadzorne svete ste vi postavili. Ja, sej, ni problema. To bomo brez problema z lahkoto naredili in to lahko na nek način tudi, bom rekel, spremenjamo. Nov nadzorni svet, kakorkoli. Bolj problem je, da druga država izkoristi moment in z takšnimi akcijami, kot se je naredil v Dunaju, v Zagrebu, seveda z posnetki, ki prihajajo zdaj sukcesivno ven, vpliva, hočeš ali nočeš, na volitve. In to za to državo ni dobro. Je pa zanimivo, da so se nekatere gospe najdle v tej zgodbi. Jaz nisem jih videl še kje druge, tudi na Litijski sem jih videl. Pa smo bili takrat socialni demokrati. Eno ste vi za pravosodno ministrico predlagali. Ja, pa smo tudi potem, ko smo ugotovili, da je vse narobe, smo tudi pozvali, da ne odstopi. Pa je kar dolg bila na položaju. Sej oni so nekatere številke nosili, ne policija preverja te številke, ali je bila gospa dotična prisluškovana ali ne. Tako da, mogoče smo tudi to. ne vem, 15 ste jih imeli. Jaz upam, sem tu bo prepozno, ker bojo seveda vplivali, te zadeve bojo vplivane na volitve, ampak po 23. marcu bo nov dan. V redu, gospod Logar je tudi želel besedo, potem gospod Mesec. Ja, zdaj je malo bolj resna. No. Seveda je. Zdaj to, kar je bilo tam povedano, gospe, ki še danes igrajo močno vlogo v slovenskem prostoru, pa so v političnem prostoru to igrale, so v bistvu pokazale drobovje delovanja naše države. V bistvu so zelo enostavno rekli, mi imamo birokracijo, če poznaš pravega človeka in če mu plačaš 10%, boš dobil gradbeno dovoljenje na elitni lokaciji praktično takoj. In se nič ne zgodi. In ni neke splošne zgroženosti, ki jih dejansko tak jezik prinaša v slovensko družbo in v bistvu kaže na to, da smo kot družba zašli. Zdaj bi morali zvoniti vsi alarmi. Ne glede na to, kako je to vam prišlo. Zdaj pa naprej, če gremo. Zadeva, ne? Dajte mi nekaj povedati. 9. marca so se začeli pojavljati prisluhi oziroma posnetki teh gospe, ki so govorile takšne stvari. No, v redu, ampak vlada je pa kljub napovedi Luka Mesca, ponosne napovedi, da se bo slovenska vlada pridružila tožbi Južne Afrike zoper Izrael čez 3 dni, ko so se te prisluhi vsak dan zapored začeli pojavljati, pa odstopila od te jasne namere in potem so tudi prisluhi izginili oziroma so se ustavili. Pa mene nekaj zanima, a se je kdo od teh, ki so delali te nezakonite prisluhe od zunaj, dobil z, ne vem, predstavnikom vlade, z ministri Gibanja Svobode, morda za posebnim poslancem od Gibanja Svobode. Glejte, to so resnično zelo pomembna varnostna vprašanja in zanimivo, sklicuje se sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Zakaj se pa ne skliče Svet za nacionalno varnost? Če je to poseganje v volilni proces, je to najvišja kršitev kategorije in ne spraviti to na uradniški nivo, ki ga vodi oziroma je zraven gospod Svete, ta, ki je podpisal ta sporazum, ampak politična raven, ker je poleg tudi opozicija. Ja. Zakaj se ne povabi poleg tudi opozicije? Smo razumeli, ampak dajmo najprej počakati. Imamo vprašanje za gospoda Mesca. Boste dobili besedo tudi vi, gospod Han. Zato, ker tle se delajo veliki spini. No, pa ne, ampak ravno to je moje naslednje vprašanje, če za trenutek počakate. Gospod Mesec, v Levici ste zapisali, da včerajšnja razkritja odstirajo okoliščine, v katerih je prejšnji teden prišlo do padca odločitve o slovenski priključitvi tožbi proti Izraelu. Govorimo seveda o tožbi Južnoafriške republike. Kaj točno ste mislili s temi navedbami? Zdaj, najprej jaz bom še enkrat ponovil. Mi smo se pred 2 tednov pogovarjali zelo vsebinsko o tej kampanji, o gospodarstvu, o pokojninah, o dolgotrajni oskrbi, skratka o stvareh, ki ljudje zanimajo in o stvareh, ki odločilno vplivajo na našo prihodnost. Korupcija tudi. Zdaj, ker je nekdo in ta nekdo je pri Klemnu Selakoviču pred 3 tedni sam napovedal, gospod Janša je tam rekel, v naslednjih 14 dneh se bodo zgodile neke stvari. Mislim, da vsi vidimo, kaj se je v naslednjih 14 dneh zgodilo.
S tem je preusmeril pozornost na prisluhe in zdaj se naenkrat pogovarjamo o vprašanju legitimnosti teh volitev. To, kar je zdaj gospod Logar govoril. Gospod Mesec, če lahko na to vprašanje odgovorite. Rekli ste, da včerajšnja razkritja odstirajo okoliščine, v katerih je prišlo do padca, torej da bi se odločitve o priključitvi tožbi proti Izraelu. O čem govorite? Pridem do tega. Hočem samo reči, Najprej. da gre tukaj v tej aferi, ki je očitno politično sprožena z desne strani, in zato se tudi dogajajo ti spini, za poskus bodisi manipulacije volitev, bodisi pripravljanje terena, da se volitve spodkoplje. Se konec koncev je vodja opozicije rekel, da so predčasne volitve nelegalne. V redu, do tega še pridemo, ampak lahko na vprašanje odgovorite, gospod Mesec, to, kar vas sprašujem. Zakaj ste to včeraj napisali, kar ste napisali? Kaj odstira ta včerajšnja razkritja? Kaj točno? Zaradi tega, ker tudi nas skrbi, da je prišlo do pritiskanja na... Torej do sestanka? Ne, do pritiskov, da največjo koalicijsko stranko glede tožbe Južnoafriške republike. Kdo? A imate tu kakšne indice? Kdo pritiska? Na koga se je pritiskalo? Nimamo indicov. Dobro, ampak gledajte, gospod... To je minister vlade, ki to reče. Lahko jaz povem, ko sem bil na vladi? Njega ni bilo. Ampak lahko samo še eno. To je minister, ki reče, ki da take očitke brez osnove. Kam smo prišli, če lahko kar takole minister na splošno govori? Gospod Han, dajte vi povedati, tudi vaša zunanja ministrica Tanja Fajon iz vaše stranke je že dvakrat rekla, da so bili neki pritiski glede te pridružitve Slovenije. Ali so bili, kakšni so bili, odkot so prišli ti pritiski, lahko vi poveste. Absolutno bom povedal. Najprej na mene, na Matjaža Hana ni noben pritiskov. Kako pa ste vi glasovali, ste bili na vladi? Lahko do konca povem, prosim vas, ne? In mi smo skozi govorili, naša stranka Socialnih demokratov, da se moramo priključiti. Ko je prišlo to na vlado in dokumentacijo je pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve, enostavno nismo bili enotni in smo šli na glasovanje. In še jaz sem predlagal, da gremo na glasovanje. In Socialni demokrati, 3 smo glasovali, ker enega ni bilo. Eni so šli vmes na kavo, nekateri. Kdo? Niti vse bojo povedali, kjer so šli na kavo. Nekateri so se pa legitimno povedali, da pač bojo glasovali proti. In smo zglasovali. Socialni demokrati na nas, na mene, noben ni vplivu in smo podprli to, kar mislim, da je edino prav in to, kar spoštujemo mednarodno pravo. In v Gazi je bil genocid, in upam, da bo sodišče seveda tudi ugotovil, da se noben ne bo mogel, ne gospod Janša, ne gospod Logar, zgovarjati, da genocida ni, da ne to odloča sodišča. In mi smo jasno in glasno Socialni demokrati povedali. Potem pa seveda pridejo spini in iskanje obvozu, ampak še enkrat, Socialni demokrati smo bili tle enotni. Gospod Vrtovec. Kar se tiče same vsebine tožbe, v bistvu bi bilo zgrešeno, če se bi Slovenija odločila drugače. In to je pač mnenje mene osebno, pa tudi sicer. Da bomo gledati, kaj je za državo maksimalno pomembno in dolgoročno in strateško dobro. Problem nastane, gospod Han, nekje drugje, da v tem primeru je očitno zaradi tega, ker se je vlada obrnila ali pa en del vlade obrnil in ni glasoval tako, kot je napovedal, prihaja do ključnega vprašanja. Ali so se dogajala zaradi omenjenih posnetkov izsiljevanja, zaradi koruptivnih dejanj in jih je nekdo posnel pri koruptivnih dejanjih ali pa drugih dejanjih. Izsiljevanja, da se je vlada tako potem drugače odločila. Kajti to je bil samo en primer, kako se je vlada drugače odločila. Kaj pa mogoče drugi primeri, ki bi sledili, če bomo še naprej nadaljevali z Golobovo vlado? Zaradi tega, ker ti ščitiš nek osebni interes, si pripravljen žrtvovati svoja načela, gospe in gospodje. In ta vladajoča koalicija, ker verjamete, da bi bilo prav, da se bi ta tožba Slovenija priključila tej tožbi, vi ste povozili svoja načela in svoje vrednote z Robertom Golobom na čelu. Socialni demokrati nismo nikdar in gremo lahko dokazati v 4 letih preračunljivo glasovali v teh ključnih, težkih trenutkih. In ja, lahko da je to težek trenutek, ampak je edino prav trenutek, da se država, kot je Slovenija, ki je dokazala v zadnjih 4 letih, da je bila na pravi strani zgodovine, tudi tukaj bi se mogla priključiti
tem, da bi šli na sodišče za Južnoafriško republiko. In konc. In na mene noben ni vplival, na gospod Kokaljevo noben ni vplival, tudi na Tanjo Fajon ni noben vplival in tudi verjetno na, ker ga ni bilo, mi povemo, ni ga bilo takrat, gospoda Jevška. Drugi bojo mogli pa sami odgovarjati. In ja, mogoče jim bo zdaj do 23. ali do 22. kak zapis koristil. Ampak jaz bom po 23. hodil ponosen po Sloveniji. Kaj sem naredil? Gospod Logar, Če smeš jaz. Jaz sem hotel samo pač to se odzvati na gospoda Hana, ko je govoril o genocidu, potem kako jaz ne najdem razlogov za to. Jaz se vedno referiram na stališče vaše ministrice, gospe Tanje Fajon, ki zelo jasno je rekla, da odločitev o tem, ali gre za genocid, lahko sprejme samo mednarodno sodišče. Ampak svoje mnenje pa verjetno imamo, ne? In jaz se s tem absolutno strinjam. Jaz se s tem absolutno strinjam in podpiram ministrico v teh besedah. Čudno se mi pa zdi res, da gradite celo predvolilno kampanjo na vprašanju genocida v Gazi in te tožbe, še celo Luka Mesec je napovedal to večkrat na soočenih s ponosom, kako se boste temu pridružili. Potem, ko pa pride dan odločitve, Slovenija ima dvojino, ednino in množino. Evo, lahko končam. Ja, sam to bi rad povedal. Ja, saj sem v šolo hodil. Ja, tudi jaz. Se pa zgodi v obrat. Glejte, predsednik vlade je zadnje leto stavil na to. V generalni skupščini je tolkel po mizi. Vsakič, ko se je oglasil, je to povedal. Luka Mesec in on sta vedno o tem govorila. Praktično na vseh soočenih se o tem govorilo. Potem pa pride glasovanje na seji vlade. Kako se odločite? In če se ne motim, 2 vaša ministra sta manjkala pri tem. A so šli vaši na kavo, kot pravi gospod Han, gospod Mesec? Ne, ampak ni bilo napovedano, da bo ta točka na seji, zato... Ste jo vi napovedali? Nismo. Ta točka je bila... 12. marec je bil zadnji dan za predstavitev Slovenije. Ta točka je bila vrščena na sejo tik pred zdajci. Ne, pa en dan prej smo vsi vedeli, da bo ta točka na seji vlade. Ta točka je bila vrščena na sejo tik pred zdajci. V tem je bil problem. Neverjetni ste. Pri nas, bil sem jaz prisoten na seji. Zdaj, kar se stališča Levice tiče, stališče Levice je zelo jasno. Slovenija bi se morala pridružiti obsodbi genocida in temu, da se odgovorne za genocid pripelje pred sodišče. To smo govorili 4 leta in to bomo govorili, dokler smo živi. Zdaj, druga stvar, kar je sklep, ne, če poslušate desnico, ona pravi, ni pametno, je prej rekel gospod Vrtovec, da bi se pridružili tej tožbi. Mislim, če se dogaja genocid, pa mu nismo več zmožni reči, da se dogaja genocid in da morajo odgovorni odgovarjati za to pred Haaškim sodiščem, mislim, da imamo tukaj pač konc človekovih pravic in mednarodnega prava, kot ga poznamo. Saj ste imeli priložnost, če je zdaj sklep desnice, da se zaradi tega ne smemo pridružiti tožbi Južnoafriške republike, ker nas lahko Izrael varnostno ogroža, je ta sklep napačen. A to ste vi rekli? Sklep vlade? Naš sklep. To je sklep vlade. Luka Mesec, to je sklep vlade. Naš sklep Levice je, da je treba po teh volitvah, glede na to, kaj se zdaj v javnosti dogaja, nemudoma Slovenijo varnostno osamosvojiti od kakršnega koli izraelskega vpliva. Od kakršnega koli izraelskega vpliva. Samo ena stvar, gledajte, gospod Han in gospod Mesec, vidva sta še vedno člana vlade, ki je odločila v nasprotju z vašimi napovedmi, vašimi načeli in vrednotami, to, kar vi govorite, glede te tožbe. Jaz mislim, in še enkrat govorim, da ta tožba ne bi bila pametna, ampak imamo torej vlado, ki za voljo česarkoli, čez noč spremeni svoje odločitve, kar je napovedovala, ne uresniči in je za voljo tega, da umiri določene strasti ali pa stvari, ki prihajajo v javnost zoper nje, pripravljena prodati svoje načela in svoje vrednote. Napoved, da bo vlada o tem imela to na dnevnem redu, je zunanja ministrica napovedala že en dan prej. A bi vi preklicali priznanje Palestine, če boste v naslednjem mandatu na vladi? Jaz samo povem, da za genocid in kaj gre, jaz samo povem, da priznanje Palestine v takšnih okoliščinah, kot je bilo narejeno,
je bilo neprimerno in tudi po mojem mnenju nespametno. Kar se pa tiče za genocida, gledajte, mi imamo ustrezne mednarodne institucije in tudi sodišča, ki ocenjujejo, zakaj to branite Izrael? V čem je vaš interes, da to branite Izrael? Jaz ničesar ne branim. Jaz samo govorim, genocida kaj je v Palestine ne bi priznali. jaz samo govorim, kaj je v interesu naše države. Zakaj je v interesu naše države, da branimo Izrael? To me zanima. Lejte, zakaj je v interesu naše države, da branimo Izrael? Mesec, ko so bile poplave, je prišla tudi pomoč iz Izraela za poplave. Ko so bile druge okoliščine, priznanje Slovenije in tako naprej, je prišla pomoč tudi iz te države in hočem reči, da tudi vlada, vaša vlada, sej sodeluje na večjih področjih. Mislite, da kdo temu verjame, gospod Vrtovec? Zaradi pomoči pri poplavah iz Izraela. Še eno stvar povedati, gledajte. Mi imamo ustrezne institucije, da ocenjujejo, kaj je genocid in kaj ni. Jaz hočem samo eno stvar povedati, da kot kaže je nekdo začel vlado izsiljevati zaradi koruptivnih stvari in pri tem je ta vlada pripravljena prodati karkoli, tudi svoje načela in svoje vrednote. Torej, če se je to zgodilo, je vrh škandala. Hvala lepa. Jaz samo eno stvar pravim, da moramo biti tudi mi štirje in vsa politika ta moment v teh težkih časih, tudi pred volitvami, malo bolj biti pametni pri izjavah, ker nas seveda vsi spremljajo. In bolj, ko smo mi razdeljeni pri nekaterih ključnih zadevah, bolj smo ranljivi. Ampak kar se tiče Palestine, edino prav, da smo naredili, lahko bi že naredili kaj prej, pa smo se malo daljše usklajevali. Kar se tiče genocida, je jasno in jaz ne rabim nobenega potrdila sodišča, da vem, da so tam dol, da so umirali otroci, civilisti in tako naprej. In to, da se pridruži Slovenija Južnoafriški republiki, da bo sodišče odločil, je edino prav. Žal, ne vem, zato ker imamo Socialni demokrati premalo glasov in upam v vladi in upam, da bomo v naslednji vladi, bomo rekel, imeli Socialni demokrati tu glasov, da bomo lahko na kakšno odločitev tudi drugače vplivali. Pa verjetno vam je predsednik vlade povedal, zakaj ne pride do te odločitve, ne? Gremo naprej. Gospod Logar, vi ste rekli, da bi se moral Svet za nacionalno varnost sestati zaradi razmer na Bližnjem vzhodu. To se ni zgodilo. Gledamo pa, zdaj že kar nekaj časa težave na bencinskih črpalkah, kolone, rumene trakove tam na tistih ročkah, da goriva ni. Ali bi morala vlada takoj omejiti točenje goriva za tujce v obmejnih občinah? To je eno od ukrepov, ampak gledajte, jaz sem že pred 14 dnevi napovedal, takoj, ko je prišlo do tega napada, da mora imeti vlada pripravljen nabor vseh ukrepov za to, da bo sanirala ali pa blažila posledice tega napada. Vsi so se mi smejali, predsednik vlade je ignoriral to, zanemarjal ta problem, kot da se ni nič zgodilo, še na soočenju na eni od komercialnih televizij je naredil, da je vse poskrbljeno za logistiko. Naslednji dan so bile črpalke z tistimi rumenimi ovoji. Minister za gospodarstvo je enako napovedal, vse bo tako kot treba, ampak zdaj imamo pa resne probleme, pa cene bodo rasle gor in vlada je praktično brez orodjarne, kako se bo lotila tega problema. Zakaj? Zaradi tega, ker očitno rešuje svojo kožo iz svoje nenačelnosti in prstom kaže na druge, ne pa na svojo odgovornost. In še enkrat, spet zakaj Svet za nacionalno varnost? Tudi zato, da za isto mizo spraviš opozicijo. Strinjam se z gospodom Hanom. To so izjemni problemi, s katerimi se država srečuje, ko mora politika sodelovati, ne pa se obtoževati. In zato je Svet za nacionalno varnost, da združi oba pola in da skupaj produktivno se lotijo reševanja tega problema, ki pa je velik. Gospod Han, vlada je najprej zagotavljala, da je zalog nafte dovolj, potem je napovedala, da bo prvič v zgodovini sprostila naftne rezerve, pa se to na koncu ni zgodilo. Prav tako ne bo omejitev za tujce. Zakaj tak preobrat, glede na to, da te težave na črpalkah ostajajo? Kmetje pravijo, počakajte, da kurilnega olja še vedno ni mogoče dobiti, stanje na terenu se torej ni spremenilo. Evo, gremo zdaj, da ne bomo kar govorili kaj o prazno, pa bodimo malo realni. Najprej, dejstvo je, da imamo, hvala Bogu, najcenejši bencin v okolici. Hvala Bogu. Ne? Mi bi ga lahko zatem, da ne bi korigirali trošarino in tako naprej,
in da bi imeli liberaliziran trg, kot ga imajo v Avstriji, v Italiji, bi bila cena blizu 2 evra in potem bi bila pa drug napad na nas. In verjamte mi, in gospod Logar in gospod Vrtovec bi rekel, zdaj pa nekaj naredite. Saj vi ste v zadnji seji pred volitvami 22 omejili naftnim trgovcem in ste jim maržo znižali, te nas danes za 100 milijonov tožijo. Druga stvar. Mi smo bili pripravljeni, da če bi nafte zmanjkalo, da lahko, seveda moramo pa spoštovati zakonodajo, blagovne rezerve dale nafto, se pravi, trgovcem. Na predvčerajšnjem sestanku pri gospodu Kumru, na sestanku so bili predstavniki MOL-a, predstavniki Petrola, gospod Kumer in jaz, kjer so nam jasno pisno dali, da oni ta moment imajo dovolj nafte, da je nafte v skladišču dovolj, še več, Petrol posoja nafto celo tudi MOL-u in zdaj, ker ima MOL že novo ladjo v luki, je nafte dovolj. Problem je klasična logistika, ker enostavno, če imaš v enem dnevu porabe več, kakor v 14 dneh na eni pumpi, enostavno zmanjka. Zakaj pa ne omejite obmejnih območij? Kako ga lahko naredimo? Zdaj mi pa povete, lahko je biti novinar in reči, omejite Jaz vas sprašujem. Če bi to lahko naredil, če bi imel podlago v zakonu, ker vendarle govorimo notranji trg, Evropa in tako naprej, ker nimamo dvojnih cen, ker ne moramo reči, kako bomo zdaj omejili. Povejte mi, če ima kdo kakšno idejo, da ne bom kršil evropske zakonodaje, slovenske zakonodaje, jaz bi že zdavni to naredil. Gospod Vrtovec? Jaz sem veliko na terenu, ne, in govorim zlasti s kmeti, s podeželjem, ki ima problem. Kmetje imajo problem, ker ne morejo svojih traktorjev napolniti, da bi lahko orali njive. In vi veste, da njive se lahko orje zdaj in aprila in potem je tega konec in da zdaj poraba nafte pač na podeželju največja v celotnem letu, zlasti zaradi obdelave kmetijskih površin. Ne. Nastaja res problem pri organizaciji in logistiki. Tudi sem govoril z nekaterimi logisti, enostavno se ne da toliko nafte iz Kopra, tanker, ne, prepeljati po vseh bencinskih črpalkah, je pa poraba na podeželju in ob meji tako velika, da je to nemogoče. In govoril z enim logistom, ki je dejal, da Avstrijci, tovornjaki, hodijo pač tankati v Slovenijo, natanka 1500 litrov in pa varčuje približno 800 evrov. In to se ta trenutek enostavno počne, ker je v Avstriji toliko dražja nafta, kot je pri nas. Ampak FURS pa lahko na meji nadzira, koliko ljudje vozijo čez mejo v Avstrijo. Tukaj je treba pogledati, kakšne vse mehanizme imamo za omejitev prodaje naftnih derivatov ob meji, zlasti za tovorna vozila. Glejte, za tovorna vozila govorim, na avtocesti morajo tankati. Da grejo pa dol iz avtoceste, na regionalne ceste se pa da tudi s klasičnimi prijemi omejitve prevoza tovornih vezil po regionalnih cestah ob meji. In to je edina rešitev, ki obstaja, zaradi tega, da ne dobimo tožb strani Evropske komisije, je treba tovorna vozila, ki grejo po naši Koroški, iz Avstrije dol, ne, na državno cesto, je treba pač omejiti. In to je samo s prometnim znakom in policijo. In potem bomo na ta način pridobili veliko več rezerv, da bo lahko logistika iz Kopra funkcionirala povsod po Sloveniji. To je zdaj ena realna razprava, ki jo bi mogli politiki imeti in tudi te to bi lahko že naredili, ne? Glejte, najprej je treba, gospod Logar, jaz bi vas res rad videl, vi veliko govorite, ampak eno stvar, najprej bo verjetno potrebno liberalizirati, se pravi, sprostiti cene na avtocestnem križu. Je treba spremeniti. Potem je treba to, kar je rekel tudi gospod Vrtovec, da ne bojo potem tovornjakarji in tako naprej iz avtocest šli na lokalne ceste, je treba na nek način ustaviti. Kar se tiče kmetov, kolikor razumem, so se trgovci dogovorili, da bo 75 punktov, imam samo informacijo o trgovcu, 75 punktov po Sloveniji, kjer bojo filali kurilno olje, zato da bojo prišli lahko kmetje zdaj v tem času, ki potrebujejo nafto do teh... Ja, Kmetijsko-gozdarska zbornica je že pripravila 60. Tako, ker so oni pripravili. Tako da absolutno delamo. Ampak, če ste videli kolone, italijanske, avstrijske in druge tablice. Tam so... Ampak, sam večkrat, gospod Mesec je najprej na vrsti. Zdaj, jaz tudi mislim, da smo zdaj malo bliže srži problema kot prej, kar je gospod Logar pač malo čez palec pa na pamet govoril.
Vlada je pred zoprno odločitvijo. Pač na eni strani imamo možnost, da podražimo bencin in bomo fasali po tej strani, po drugi... Pred volitvami se tam ne gremo, ne? Po drugi strani pa, če držimo ceno goriva nizko in smo najcenejši v okolici, bomo pa imeli težavo, da bodo tujci hodili k nam tankati in izčrpavali naše zaloge in naše črpalke. To se nam pa zdaj dogaja. Drug problem je, da se pri nas na 14-dnevni interval določa cena goriv, Italija in Avstrija ga določata dnevno, kar pomeni, da se tam bencin zdaj draži in oni prihajajo k nam. In tretji problem, ki je v bistvu srž problema, s katerim se zdaj soočamo, je pa logistika. Ja. Pač kako... Ampak kakšne so pa vaše rešitve? Kaj predlagate za rešitev teh težav, ki jih navajate? Zdaj... V Levici nima rešitev. Jaz mislim, da bo pač treba najti pravo mero med ceno in pa tem, kar je logistično možno narediti. Se pravi, poskrbeti, da ljudje ne bodo tega trpeli, hkrati pa poskušati z različnimi prijemi omejiti, da predvsem tujci k nam hodijo izčrpavati naftne zaloge. Recimo po zakonu mislim, da lahko 270 litrov v enem dnevu greš natankat, ne več. Ja, in to mora kontrolirati. In to mora kontrolirati FURS predvsem po mejah. Če ste poslušali gospoda Hana, ki se zdaj zelo rad obregne v moje besede, on je sam v svojem izvajanju povedal, da je treba sprostiti cene na avtocestnem križu. To je ta ista vlada, ki je nekaj mesecev nazaj zamrznila cene. Nekaj mesecev nazaj pred turistično sezono zaradi pač nekih neskladij, ki jih ima predsednik vlade za upravo enega od naftnih trgovcev. Vi ste bili v tej vladi, vi ste o tem glasovali, to je uredba vlade. Uredba vlade se sprejme na koncu koncev 12.3. takrat, ko se niste odločili, da tožite, oziroma da se pridružite tožbi zoper Izrael na Haaškem sodišču. Skratka, vi imate vso orodjarno v rokah in tako na pamet govoriti, kaj vse bi morali narediti ob tem, ko že, ne vem, en teden ta problem poteka, pa še niste nobene take odločitve sprejeli, čeprav se sami zavedate, kakšni postopki so. Oprostite, ljudje izgubljajo zaupanje v učinkovitost takšne vlade. Ne glede na to, kaj jaz rečem ali pa ali rad govorim ali ne. Ljudje potrebujejo konkretne ukrepe. Pa povejte naravnost. Ja, sej je enega je že naštel. Se bo bencin podražil in to je vaša rešitev. Kaj je gospod, a ste ga slišali, kaj je rekel? Slišal sem ga, kaj je rekel. Da bi na avtocestah dereguliral. In? Ampak kaj pa vaša rešitev? Sej to je eden od modelov. Nisem slišal vaše rešitve. Sej sem rekel, da je to eden od modelov, drug je omejevanje, kar je gospod Vrtovec povedal, več kot ste vi recimo našteli. Ko ste pa vi pred 4 letem glasovali, da nas danes vse naftne družbe tožijo za več kot 100 milijonov? Vprašam. Kaj je problem? Ne, samo vprašam. Vprašam, kako ste glasovali takrat? Ampak v čem je bil tukaj problem? Da ste znižali, da ste ustavili tudi, se pravi, da ste znižali maržo trgovcem na 5 centov, ali koliko je bilo na 5 centov, da ste prišli pred volitvami, da je bila cena nizka. A ste takrat glasovali za ali ne? A je takrat minister za gospodarstvo glasoval drugače? Ne, pa vse je logično, da je bila tak ukrep je bil pameten. Zakaj? Zaradi tega, ker drugače bi naftni derivati šli navzgor. Takrat je bila vojna v Ukrajini oziroma agresija Rusije na Ukrajino se začela, ne? Pa volitve so. In zaradi tega je bilo zelo pomanjkanje nafte, ne? Ampak lahko je ena stvar. Gremo naprej. Ne, samo dve stvari, ki sta res rešitev. Pa hočem biti konstruktiven, glejte. Niso problem vozila, ki prihajajo iz Avstrije v Slovenijo, ker tega relativno količin tukaj gre malo. Problem so tovorna vozila, ker natanka en tovornjak po 1500 do 1800 litrov. In tega pride veliko, ne? Velike količine pridejo na Senicah, pridejo posod po cestah, ne? In bistveno je, da mi ta tovorna vozila spravimo, da so samo na avtocestah, ne pa na državnih cestah. Tukaj se dvigne, sprosti liberalizacija. Druga stvar pa je, da se omeji, da državne ceste ne grejo več. Za časa pač te krize. Ampak to študirate predolgo, Matjaž Han. Predolgo časa traja. To se bi lahko zgodilo 14 dni nazaj. Zdaj še ena stvar. Sam, da gospod Han odgovori, potem moramo pa res naprej. Jaz mislim, da mora vlada nemudoma sprejeti, da ne morejo več po državnih cestah se voziti transportni težki tovornjaki, zaradi tega, ker mnogokrat bojo to stvar izkoristili, da bo šli na prvo bencinsko črpalko tankati 1500 litrov. Vlada bo spremljala situacijo, v sodelovanju z trgovci smo v stiku
in temu primerno, zato da bo tudi logistika, od katerega smo mi seveda odvisni od trgovskih družb, kako imajo logistiko, bomo speljali tako, da bojo naše pumpe imele dovolj bencina, vendar še zmeram, dokler bomo toliko in toliko cenejši, kot so tujci, bomo imeli en pritisk. Hvala lepa. Evo. Hvala lepa. Gospod Vrtovec, kaj bi rekli, da je bistvena razlika med vami in gospodom Logarjem? Z gospodom Logarjem sem bila dalj časa sodelavca, takrat 2 leti v vladi, poznamo se že dolgo časa in smo v preteklosti vedno odlično sodelovala. Lahko rečem, da imamo tudi podobne določene segmente v programu. Je pa res, da vsekakor to, kako gospod Logar govori o politični širini in sodelovanju, tudi sam sem za sodelovanje vedno pri strateških točkah države, ena izmed teh je demografija, rodnost in tako naprej, se pravi poenotenje slovenske politike. Sam se pa ne vidim v nobeni levosredinski vladi, ne v sodelovanju s strankami, ki vodijo ta trenutek to levo vladajočo koalicijo, niti v okviru morebitne desne vlade, kajti ne morem pristati na to, da se višajo davki na račun višjih plač, da imamo tak kaos v zdravstvu in drugih segmentov, pač pa lahko rečem, da za nazaj se veselim, kar je bilo najino sodelovanje, vedno učinkovito, dobro in verjamem, da bo takšno tudi v prihodnosti. Dobro, gospod Mesec, ste imeli vi v tem mandatu ali pa tudi vi občutek, da je premier bistveno bolje sodeloval z Levico kot z SD in čemu to pripisujete? Mi smo zadovoljni s sodelovanjem s premierjem v tem mandatu. Zdaj, v letu 2022 se je Levica odločila, da bo nase vzela kot najmanjši koalicijski partner največje projekte. Prav, dolgotrajno oskrbo, pokojninsko reformo, stanovanjsko politiko in tako naprej. In tukaj noter smo našli to veliko sodelovanje s Svobodo. Ko zdaj gledamo rezultat vlade, si upam reči, da smo za jedro tega rezultata poskrbeli mi, pri čemer pa smo seveda hvaležni tudi obema koalicijskima partnerja, ker brez sodelovanja z njima to ne bi bilo mogoče. Ste včeraj res na pogovoru z gospodom Žižkom rekli, naj ljudje ne volijo SD-ja? Ne, tega nisem rekel jaz, to je rekel gospod Žižek. Pa se vi s tem strinjate? Jaz pozivam ljudi, da volijo za levosredinske stranke, ker rabimo sestaviti levosredinsko vlado. Gospod Han, vas moti v bistvu, da Levica poudarja, da je sicer najmanjša koalicijska stranka, ampak z največjim učinkom v tem mandatu. Dan Juvan, desna roka gospoda Luke Mesca na ministrstvu, je v tem studiu na vprašanje, ali s tem Levica ne spravlja v zadrego koalicijskih partnerjev, odgovoril, zadrega je njihova, ne naša. Kaj pravite vi? Jaz sem za razliko od nasploh moje življenje naštimano tako, da sem zelo timski človek, da vodim ministrstvo tako, da vem, da jaz nisem edini, ampak sem samo eden izmed kolegov in da lahko sam skupaj zmagamo. To sem delal tudi doma, to delam v službi in to tudi mislim, da je v koaliciji. Razlika moja je to, da rad pohvalim tudi druge in da sem Luka to mesecu, seveda sem ga pohvalil tudi pri pokojninski reformi, ne. Seveda sem v politiki in nisem naivn, nisem nikdar dobil nobene pohvale, da je pa mogoče tudi Socialni demokrati pri ukrepih, ki so dobri za malega človeka, zelo dobro sodelovali. Tako da, ampak glejte, tako smo, vsak smo malo drugačen, jaz še zmeraj mislim, da lahko ekipa zmaga kot celota, ne pa kot posameznik. Bom dal zdaj malo nogometni žargon, ne. Lahko da napadalec, ne vem, 10 golov, če jih bo obramba dobila 11, si tekmo izgubil. Ja, gospod Logar, vi sicer konsistentno ponavljate potrebo po sodelovanju, ampak volilno telo je žal v veliki meri precej polarizirano. In zato nekateri volivci, ki bi se sicer utegnili odločiti za vas, omahujejo, ker ne poveste jasno, ali bi v vlado z Janezom Janšo tudi šli in s tem omogočili nastanek prve desnosredinske vlade. Ne razumem, zakaj se ne sliši tega sporočila, ki ga vse skozi ponavljam. Jaz pravim, da smo mi prišli do enega neke razvojne slepe ulice in nenehno nadaljevanje te blokovske delitve nas ne bo pripeljala naprej. Nenazadnje, včeraj smo na soočenju videli, kam to pelje, v bistvu ta nenehni spopad ne pelje do razprave o rešitvah, ki so pred nami. In zato smo se mi zavestno odločili ob nastanku demokratov
da je za nas sodelovanje in politična širina tista izbira. Zdaj, boste rekli, mogoče smo avant time, torej predčasni, ampak na koncu koncev Slovenija se bo v eni fazi, če bo hotela uspeti in nadaljevati kot uspešna država, morala stopiti na naslednjo stopno, to je pa stopna politične širine. Ampak vprašanje je jasno, ali bi šli v vlado z Janezom Janšo. To je Zdaj, če ni zagotovljene politične širine, mi ne sodelujemo v takšni koaliciji. Torej, če bo to samo desno-sredinska vlada, ki jo vodi Janez Janša, potem demokratov v tej zgodbi ni. Je pa se to vsakič ponavljal. Ja. Dobro, gospod Vrtovec, če bo SDS pravno izpodbijala rezultate predčasnega glasovanja na 24 voliščih, ki so po njihovem nezakonita, se boste vi temu pridružili v Novi Sloveniji? Vete, zdaj, kar se tiče predčasnega glasovanja, tisti, ki ne morejo iti v nedeljo glasovati, ne gre danes glasovati, seveda za skupno listo NSI, SLS in Fokus. Kaj bo po volitvah, kako bo po volitvah, gledajte, jaz verjamem, da bomo v nedeljo desna sredina, da bo slavila in da se bo sestavljala desno-sredinska vlada. Glede, sem rekel, da mi celo pozivamo ljudi, da tisti, ki ne zmorejo voliti, ne grejo torej v nedeljo. Bi pa rad eno stvar poudaril, ne, gledajte. Tukaj je resnično, ne vem, če ste prebrali zakon, ampak tukaj je zakon resnično kršen. Kajti danes so me klicali, ne, iz Velikih Lašč, tam njimi v tem volilnem okraju, v skladu z zakonom, bi morali v tem volilnem okraju imeti, se pravi, možnost predčasnega glasovanja in ena gospa ne more glasovati, ima pa neurejen javni promet, da se bi zapeljala do Ljubljanskih Stožic. Torej, tukaj je kršena zakonodaja, tega se pa moramo zavedati, ne. To je tudi poseg, recimo, v volitve, ampak še enkrat poudarim, ne, jaz pozivam ljudi, v skladu z demokratičnim duhom, sem zaprisežen demokrat, da ne grejo glasovati, ne grejo voliti. 5 minut te stane, da greš obkrožiti določeno stvar, ne, določeno številko, definiraš pa s tem lahko 4 leta ali pa lahko več desetletij za usodo te države. Torej, hvala lepa. Gledajte, torej tukaj je problem, tukaj je nastal problem, ki jaz ne razumem, zakaj se ljudem ne bi omogočilo, da imajo možnost voliti predčasno v svojih volilnih okrajih. Tega jaz res ne razumem, zakaj je bila strani Državne volilne komisije takšna odločitev. Ampak niste odgovorili na vprašanje. Glede, to se dogaja že 4 volitve nazaj. Pred 4 letom smo imeli v gospodarskem razstavišču. Zdaj ne vem, zakaj ne spodbija pol Janez Janša še referendumu, ki so bili, ne, bi lahko tudi spodbijal, pa tam bi mogoče bila tudi rezultat drugačen. Ampak gledajte, vsem je omogočen, da grejo predčasno voliti. Zakon je res drugače napisan. Enostavno se moramo dogovoriti, da bomo ta zakon mogli verjetno spremeniti po teh volitvah, ampak bodimo zdaj enkrat odkriti. Na tak način volimo že 3 volitve nazaj. Prejšnje, referendumske in tako naprej. Tako da iz tega delati zdaj veliko zgodbo, jaz mislim, da ni prav. Danes lahko v Ajdovščini verjetno glasujejo predčasno, po celi Sloveniji, razen tele ljubljanske občine so združili. Imajo pa parkirni prostor zagotovljen, vse je zagotovljen, tako da vsak ima možnost glasovati. Smo razumeli, gospod Logar, želeli ste še? Ja, jaz sem želel povedati samo to, da spodbijanje zaupanja v volilni proces je nekaj najslabšega, kar se lahko zgodi za demokracijo. In zdaj to počneta obe stranki. Ena spodbija predčasno glasovanje, ne vem zakaj zdaj po teh volitvah, za mene čist nerazumno, druga pa o vmešavanju tujih sil in zaradi tega potem vprašanje o nepriznavanju. Glejte, volitve so praznik demokracije. Ne vsi ljudje pridejo, jaz upam, čim več, v čim večjem številu, predčasno ali tako, zato da dajo svoj glas, ker na koncu koncev, če ne želijo, da se odvija politika tako, kot se sedaj, za predsednikom vlade, ki nekom, ki pobira 10%, pride na novoletno zabavo, pa se mu ne zdi to nič slabega, potem naprej nagovarja in raje spodbija kvaliteto volitev ali pa volilni proces. Je edini način, da se zamahne ali pa da se umakne taka oblast, je udeležba na volitvah in voliti tiste, ki imajo drugačen pogled na svet. Hvala lepa, gospod Logar. Kot smo rekli na začetku soočenja, zelo verjetno je, da bo bistveno bolj kot to, kdo bo v nedeljo zmagovalec, pomembno, kakšna bo koalicijska kapaciteta predsednika naslednje vlade. Vi štirje boste pri tem igrali izjemno pomembno vlogo. S kakšnimi izhodišči glede sestave prihodnje vlade boste šli v ponedeljek po volitvah, ko začnejo telefoni najbolj zvoniti in ko znajo politiki kar hitro pozabiti na kakšno besedo, ki so jo prej dali v kampanji, gospod Han?
Jaz besede nobene ne bom pozabil. Hvala Bogu, nisem v tej kampanji bil populist, bil sem realen, verjetno pa opozarjal, da je po 22 in 23 verjetno zato tudi kak procent manj. Tak bom ostal tudi naprej. Jaz pa upam, da bomo 23. se pogovarjali, kakšno levo sredinsko vlado bomo imeli z močnejšim vplivom socialdemokratske stranke v levo-sredinski vladi. Če bi bila možna vlada brez Goloba in Janše, bi vas to bolj pritegnilo kot ponovitev sedanjega mandata v neki malce drugačni ali pa približno taki zasedbi? Počakajmo na vse te kombinacije, ki vem, da je tu za novinarje najbolj fajn, ampak počakajmo do 22. Kakšni bojo rezultati. Se to je pomembna informacija tudi za volivce, ne nazadnje, ne gospod Vrtovec, izvolite. Jaz sem prepričan, da bomo dobili novo desno-sredinsko vlado, ki jo Slovenija potrebuje. Potrebujejo jo ljudje. Zaradi tega, da od svojega dela lahko dostojno živijo. Da imajo nižje davke in s tem višje plače. Da spravimo davčno breme v nek razumen okvir. Desno-sredinsko vlado z Novo Slovenijo, SLS-om in Fokusom potrebuje tudi gospodarstvo, potrebujejo obrtniki, podjetniki, SP-ji. Zaradi tega, da lahko več ustvarijo, da lahko imajo ta zagon in vse priložnosti z nižjimi davki in z nižjimi davčnimi bremeni od davka na dohodek pravnih oseb do davčnih pavšalov za tiste mala podjetja, ki so do normirancev, da dvignemo ime. Se pravi, pustimo ljudem, da delajo, če je delo osnovna vrednota. In desno-sredinske vlade, brez skupne liste NSI, SLS in Fokus nad 10% je definitivno praktično nemogoča. Torej, odvisnost za desno-sredinsko vlado ali pa ključ je v tej skupni listi NSI, SLS in Fokus. Ampak če te možnosti za desno-sredinsko vlado ne bo, ali to pomeni, da Nova Slovenija potem ostane v opoziciji? Jaz sem že večkrat dejal, ne z ljudmi, ampak govorimo o programih strank in s programom stranke Levica. Se jaz ne moram poistovetiti, kajti sem zato, da je delo vrednota in da imamo plače višje. Torej, moj odgovor za sodelovanje v levo-sredinski vladi je ne. Dobro. Gospod Logar, vi v bistvu ves čas sporočate, da boste vi sestavljali prihodnjo vlado, a nam lahko razložite danes, kako nameravate do tega priti, kajti nobena javnomnenjska raziskava do zdaj vam ne kaže zmage, v bistvu daleč od tega. Ja, gledajte, Slovenijo je kakorkoli, mi smo prišli v nek konceptualno slepo ulico, kjer je treba narediti en korak naprej. Moja zavestna odločitev po predsedniških volitvah za ustanovitev stranke je bila ravno to, ponuditi to možnost, neke politične širine, sodelovanja, kjer se bodo praktično večina državljank in državljanov najdli notri, ne nujno v eni stranki, ampak v sestavi vlade, da bo lahko lažje tudi reforme izpeljati, ker bo ta vlada nagovarjala največji delež ljudi. In Slovenija, kakorkoli boste vzeli, potrebuje široko koalicijo v naslednjem mandatu in ne izključevanja. More prekiniti s to divjo prakso ali pa s to vlado, ki smo jo sedaj gledali pod vodstvom Roberta Goloba, ki je v bistvu maksimalno izključevala. Konkretno boste vlado sestavljali, to je bilo vprašanje. Da, ampak to je odločitev volivk in volivcev. Če bodo volivke in volivci želeli izbrati naprej konflikt, bodo ga dobili. Če bodo pa izbrali sodelovanje, bodo pa dobili to. In demokrati smo edini, ki lahko tu povežemo. Dobro, hvala lepa, gospod Logar. In še vi, za konec, gospod Mesec, pri vas so pa najbrž stvari kar zelo jasne, kar zadeva prihodnjo vlado. Ja, zdaj jaz tudi mislim, da nihče med volivkami in volivci ni slep in gluh za to, kar jim sporočamo, in sporočamo jim, da imamo na eni strani desni trojček, ki je pokazal z vsemi možnimi sredstvi, kako namerava na teh volitvah nastopiti, kako namerava te volitve dobiti oziroma jih celo spodkopati, če jih ne dobi. Take stvari vidimo po okoliških državah in mene zelo skrbi, da bomo tako prihodnost gledali tudi pri nas naslednja 4 leta, če se ljudje narobe odločijo. Ali pa imamo levi sredinski trojček, ki pa zagotavlja stabilnost, ki zagotavlja nadaljevanje projektov, ki so začeti, stanovanjska politika, dolgotrajna oskrba. Seveda bomo tukaj dali poudarek na tistih delih, na katere opozarjamo in smo upozorjeni tudi z več strani v predvolilni kampanji, recimo, da je treba izboljševati produktivnost slovenskega gospodarstva. S tem nimamo nobenega problema, ampak tega ne bomo dosegli na način, kot desnica predlaga, pač z slepimi davčnimi rezi, ki bodo državo pognale v dolgove in varčevalne ukrepe,
ampak z ciljanimi ukrepi za to, da se doseže cilj, ki nam je po mojem skupen. Tako da, skratka, moj poziv je, v nedeljo so pred nami prelomne volitve, pojdite na volitve in izberite tisto stran, ki bo koristna za prihodnost Slovenije, ne pa ki bo volan obrnila za 180 stopinj in bomo videli, kje bomo pristali. Dobro, spoštovani gospodje, gospod Anže Logar, gospod Luka Mesec, gospod Jernej Vrtovec in gospod Matjaž Han, najlepša hvala, da ste prišli v N1 in soočili svoje poglede. Hvala za povabilo. Hvala vam. Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Saj veste, odločitev je na koncu vedno vaša, to nedeljo odločate vi, sicer, če ne boste šli, saj veste, bodo drugi odločili namesto vas. Spremljajte nas seveda na n1info.si, tam najdete tudi vse volilne podcaste, torej analize predvolilnega obdobja s Suzano Lovec. Pridružite se nam na volilni večer na n1info.si, iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.